rekel, sem bila. Me nekam zadela, jaz sem ostala, začela po ordinaciji hoditi gor, dol, kaj to zdaj gre za res. Jaz sem probala doživeti orgazem 1 let in ga nisem doživela. Tam za eno zadeso smo se spile in je ona stisla in je prišlo mleko ven. In jaz sem kako, kva? No, živijo Salome. Živijo. Jaz sem ful vesela, da si danes tukaj z nami, zaradi tega, ker te res ni problem govoriti o ničemer, tudi o kakšnih malo bolj tabu temah, kar zelo cenim. In ti vedno govoriš zase, da si transrodna ženska, ker praviš, da transspolno oziroma transseksualno ljudje vedno povežejo s seksom. Ja. Ampak danes bomo pa glih o tem govorile, o spolnosti in o tem, kako ti to doživljaš. Veš kako, že kot male otroke nas učijo, da je spolnost neki fuj. Ne vem, če se mala punčka ali mali fantek prime za spolovilo, fuj to, fuj to, fuj to. Ko smo mali otroci, nam vsilijo v telo, mislim, da je spolnost nekaj groznega. Zato ni čudno, da ljudje se sramujejo govoriti o spolnosti, ker to je nekaj groznega. Ne razumem tega in to gre iz generacije v generacijo, zato je zmeri to tabu. Ali če si opazila, ljudje se zelo rada hecajo na račun spolnosti in seksa. Ni to zanimivo? Ja. V hecu je to dovoljeno, ko se treba resno pogovarjati o spolnosti, pa je to nekaj groznega. Tako da že to, da mame današnjih generacij ne pripravijo punce recimo do tega, da jim razložijo, da bodo dobili menstruacijo, da sploh ne vejo nič o temu in da se boge punce srečajo s tem z enim velikim šokom, ker ne veš, kaj se dogaja. Tako da jaz upam, da te novejše generacije mamic niso več toliko, kar se tiče spolnosti, zadržane in da je mislim zelo pomembno, da ti pripraviš svojega otroka tudi, kar se tiče spolnosti in verjamem, da bi bilo super, da bi v šoli poleg vseh tih predmetov bila tudi spolna vzgoja, ne samo to, kaj je moški organ, ženski jajčniki, nego da bi resnično se otroke pripravilo do varne spolnosti, da se bi spoznalo z spolnimi boleznimi, kako se zaščititi in podobne stvari. Ne bi se mogla bolj strinjati, točno to. Nekaj je, ampak čist malo in samo tiste osnove. Osnove, in to se mi zdi, da to res ni dovolj. Ja. Tudi mi se tukaj trudimo, da bi malo razbijali tabuje okrog pogovorov o spolnosti, da to ne bi bilo nekaj takega groznega, ker praktično to vsi delamo. Vsi se preko srečamo s tem in ne bi bili lažji začetki, če bi se malo več o tem vedeli, pa če bi se lahko o tem odprto govorili, da bi lahko vprašali, če te kaj zanima. Tako da ja, se čisto strinjam. Ja, jaz verjamem, da tudi pride do velikih zanositev pri mladih puncah, izključno zaradi tega, ker niso dobile informacijo, kaj se lahko zgodi. In jaz priporočam vsem mamicam doma, da se pogovarjajo. Ti s pogovorom lahko veliko dobiš, da ti otrok ve, kaj je to varen seks, spolne bolezni so tukaj. In verjamem, da je veliko polisplavov, ker mlade punce pa še niso začele živeti, že se jim take stvari dogajajo. Ne bi smelo biti toliko tabu, pa žal vidim, da je še vedno. Ja. Zdaj bi se pa kar nate navezala. In sicer jaz bi kar začela s tvojo operacijo. Ti si spremenila potem tudi spol biološko, šlaš na operacijo spremembo spola in verjamem, da je bila to kar velika sprememba za tebe. Ti si bila že zrelih let, pri 40, če se ne motim, si naredila ta korak, ki je zelo velik korak. In si govorila tudi, rada sem o tvoji knjigi,
da dolg časa nisi mislila, da bo sploh kdaj naredila ta korak, ker ni bilo še toliko napredno, operacija še ni bila toliko napredna in si imela tudi veliko enih strahov. A bi malo govorila o teh strahovih, pa če so se uresničili ali če se niso, kako je s tem? Zdaj, da te popravim, biološka ženska bi rada bila, pa nisem, ker je to od rojstva. Se te razumem, imaš tako temo, kaj me pogovarjaš se vsak dan z eno osebo, katera je spremenila spol. Mislim, jaz že iz pubertete sem si želela žensko telo, že kot najstnica, ko sem se začela samo zadovoljevati, sem v svoji domišljiji videla sebe v ženskem telesu in takrat ni bilo besede transrodna oseba in nisem vedela, kaj se dogaja z mano. Bile so mi všeč ženske kuhanje, igra z barbikam. Videla sem, da se mi ženske stvari všeč. Že takrat so delali operacije spremembe spola, samo to so bile vse neke neuspešne operacije, ker so dobesedno odstranili spolovilo, da bi zadovoljili tvojo dušo, da si ti bolj miren. Ker ti, ko spremeniš spol, jaz sem končno zadihala in v ogledalu videla to, kar bi rabila videti od rojstva. Smo bili motene osebe, to je zdaj 2 leti nazaj je to šlo iz medicinskih knjig, da to ni več moteno, da je to pač identiteta spola in takrat sem rekla, ne bom nikoli spremenila spol, to sem tudi po medijih, televiziji govorila, da ne, jaz ne bom nikoli spremenila spol. Sem tudi imela lepo spolovilo in bi bilo škoda, tako sem razmišljala, dokler nisem šla v Berlin na transkonferenco Evrope, kjer sem spoznala transrodne ženske, katere so se operirale v Beogradu in so mi povedale, da zdaj cel penis v bistvu uporabiš kot material, v bistvu transformiraš iz ene obliko v drugo obliko, da imaš orgazem, da se blažiš. In takrat sem se rekla, kako je to možno, da je to toliko napredovalo. Jaz sem že bila stara mogoče 38, 39 let in valjda, da me zamikalo. To je ipak bila moja življenjska želja. Recimo že to, ko se spomnim, ko sem bila še zelo, zelo najstnica, je bilo po poročilih, ko so naredili prve silikone. In se spomnim na otoku Rabo, v dnevni sobi sem gledala poročila in sem rekla, jaz bom imela prsi, sem rekla. In takrat sem rekla, lahko bom imela prsi, To je neopisiv občutek veselja, samo takrat sem si mislila, kako je to je drago in vse, kot otrok si to so take želje, kot niso dosegljive. Potem sicer mi jemljemo hormone in ta transrodna ženska v Berlinu je rekla, da ima mleko na prstih. In sem rekla, daj ti toliko nakladaš, zdaj več nisem nič verjela. Prva prid ti pokažem. In sem jaz šla tam za eno zaveso, smo se skrile in je ona stisla in je prišla mleko ven. In jaz sem rekla, kva? Jaz sem bila čisto v šoku, nisem mogla verjeti. To nimajo vse transrodne ženske, enima se to pojavi, enima se to ne pojavi, ali takrat sem začela že malo verjeti v to operacijo, pa sem zdaj nekaj videla, kaj ni rekla, kazala. In potem sem rekla, ne, jaz to ne verjamem, jaz sem še bila neverjetni tomo, ne vem, kako se to reče v slovenščini, to je. In sem rekla, pravijo, pa dam ti telefonsko številko, pa če boš kdaj robila, profesor Sava Perovič iz Beograda je to delal že 20 let, takrat. In sem jaz vzela to telefonsko številko in sem rekla, nič, jaz bom to naredila, ko bom jaz to videla, rezultat doktorja Save Peroviča. In bila sem v K4, to je bilo maja sem bila v Berlinu, to je bilo mogoče septembra, oktobra isto leto, pride ena lepa, čudovita ženska, zgodna, mlada,
Jaz sploh nisem štekala, da je transrodna, ker je bila tako vedljiva ženska na videz, da ja nisem sploh zaštekala. In pol mi ona pravi, da je transrodna. Zdaj, kako? Jaz sem rekla, to je neverjetno. Samo veš, če si ti mlajši, začneš s hormonsko terapijo, se telo tudi transformira bolj v žensko. Jaz sem zelo pozno začela tudi hormonsko terapijo in spremembo spola. In je rekla, ja, jaz sem se operirala pri doktorju Savi Peroviču. Tako prosim, sem rekla, ti mi pokažeš to. Pa ona pravi, ja, z veseljem. In mi gremo v WC, v kašti. Kaj je ona to pokazala, sem rekla, kakva? To je zdaj kot ta prava. Je rekla, ja. Sem rekla, imaš orgazem? Ja. Plažiš se? Ja. Sem rekla, pa to ne moreš verjeti. In zdaj me je že zanikalo. In potem sem jaz zelo hitro, mogoče, jaz sem se takoj že naročila na pregled v profesorju Peroviču in sem odšla na pregled in to je, jaz sem bila čisto šokirana, ker to je bil doktor, kateri je bil zelo, zelo starejši, tam 80 let je že imel. In jaz sem rekla, o bože, doktor je tako star in jaz sem začela zdaj se v komunikacijo na pregledu bila, on je rekel, da se to da vse narediti. Jaz sem prekinula hormonsko terapijo v Sloveniji, ker nisem se dobro počutila v Sloveniji, ko sem dobivala hormonsko terapijo, sem nehala, ker sem imela zelo velika nihanja razpoloženja. Iz skrajnosti v skrajnost, jok, jeza, veselje in to v 5 minut lahko vse doživiš. In sem jaz nehala in pol doktor, jaz ko sem spraševala za ceno in vse, kako bi jaz to plačala in malo informativno, težko sem dobivala doktorja Peroviča in mi je to bilo malo čudno. Sem razumela, doktor je že tudi star in vse. In mi je pol tista transrodna ženska iz Berlina, ki mi je dala tudi kontakt, mi je pisala, da doktor tako težko ga je več dobiti, ipak so tukaj leta, da je začel delati operacije in že en čas dela. Asistent, kateri je delal pri doktorju Savi Peroviču, Miroslav Đorđević, doktor Miroslav Đorđević, kateri je specialist tudi za otroške probleme, kar se tiče spolovil. Sem tudi eni mami sem iz Slovenije pomagala in popuste zrihtala, da so otrokom, če je kožica čez, pa je on to, te anomalije na penisih in tako da sem, ja, veliko pomagala in tudi so mi zelo hvaležne mamice. Sem se odločila, da grem še enkrat na pregled pri Miroslavu Đorđeviću, sem prišla in tam sem bila dočakana kot kraljica. Res sem se zmenila vse za ceno, to je tako hitro šlo. Morala sem iti na hormonsko, sem začela hormonsko v Beogradu, kjer sem se dobro počutila. Tam sem jaz dobivala injekcije estrogena, ki so v Sloveniji ne obstajajo. Zaradi injekcije estrogena se tudi vagina vlaži. S tabletom ni toliko vlaženja, in zato dodajam to lubrikanto na bazi vode, kar se tiče spolnosti. In to se je tako, jaz sem začela hormonsko, koža, res injekcije naredijo čisto neki drugi videz, svileno kožo, tako prav ratuješ lepa ženska. In jaz sem bila na tej hormonski pol leta in je doktorica, sem prišla na pregled, ker sem morala vsaki 6 mesecev iti v Beograd na pregled, to je ful koštalo. To so stroški bili, ta moraš vzeti apartman in prevoz in ni to bilo kar tako. Tako da je to en veliki zalogaj, ti rabiš imeti denar za to vse narediti. Ena transrodna ženska, katera bi rada to naredila, pa ni denarja, to je nemogoče. In sem prišla in se spomnim, da mi je pregledala, tam so mi pregledali ultrazvočno od prsti, vse, jaz sem že itak silikone naredila pri doktorju Glumičiču v Zagorju, brez hormonske, tako da sem dobila potrdilo od psihologa, da sem transrodna ženska. In tam se spomnim, da leži, mi pravi doktorica, gospa Salome, pripravljeni ste za poseg. In jaz nisem mogla razumeti, zakaj prosim.
Ja, lahko se operirate. Mene kap zadela, jaz sem ostala, začela po ordinaciji hoditi gor, dol, kaj to zdaj gre za res, to gre za res, kaj da? Jaz sem bila čisto v šoku. Sem takoj klicala v Slovenijo, ajme, jaz sem že pripravljena, lahko se operiram, jaz sem bila čisto tako vznemirjena, strah, vsi občutki, vesela v enem, to je kot da boš počel znotraj, ne? Lep občutek. In takrat sem tudi jaz hotela, se spraševala, kje bi lahko seme shranila, da bi kasneje lahko imela žensko svojega otroka. Nisem dobila neke informacije, to se je tako hitro zgodilo, da sem jaz že čez en mesec, mogoče 2 meseca že bila operirana. Imela sem ful težko operacijo, ali to ne ovisi, da zdaj vsak ima težko operacijo, ne? Jaz sem imela zelo težko operacijo, kri se mi ni hotela obnavljati, ali evo, preživela tukaj, vesela, srečna, seksualnost mi ni več prioriteta, ko sem mlad, ti je seks na prvem mestu, ker skozi gre po glav, hormončki delajo 100 na uro. Zdaj starejša, sem vesela, ker imam svoj mir, ker se dobro počutim. Nisem več trn v oku ljudem, ker prej, ko sem imela penis, sem bila zelo osovražena od marsikoga. Očitno se svet vrti okrog penisa, a ne, nažalost. In je šlo v nos, jaz sem še imela lep penis, to je pa še verjetno več spodbudilo kakemu moškemu jezu, a ne. Glej, njuna, zdaj bo to rezala, ja pa ne, mama, razumeš? Mislim, predpostavljam, da je tako, a ne. Zdaj, ko sem spremenila spol, nimam več toliko napadov v tih, mogoče zato, ker tudi jaz sem bolj mirna in pošiljam drugo energijo, pa me tudi toliko ne opažajo, iako sem tlele še vedno v medijih, tako da, evo, ukratko sem ti opisala vse to, mislim, to je vse v moji knjigi Novo rojstvo, katero smo napisali s Tomažem Mihličem zato, da bi transrodne osebe lahko šle v knjigarno, vzela eno knjigo in lahko dobile informacije, ker jaz sem bila prikrajšana za to. Ta knjiga, moram reči, je tako dobro napisana. Jaz sem jo prebrala v enem dnevu, pač v šusu, res tako je berljiva. Tako enih zabavnih prigodic, ene par žalostnih, ampak tako prav res te začuti človek, tako da to bi jaz po mojem priporočala vsakmu, no. Mislim, že pa sem vsem govorila, to je res. Jaz sem mislila, da moški ne berejo mojo knjigo, pa sem bila enkrat v enem kampu v Pulji, so me klicali Slovenci, pridi na eno pijačko Salome, sem prišla in sem se tam usedla, sem rekla, ja, kje pa ti je mož? Pa pravi ona, na plaži bere tvojo knjigo. Sem rekla, prosim, mož ti bere mojo knjigo. Sem rekla, wow. A ne? Tako da vsaka mama bi morala prebrati to knjigo. Pogotovo tiste mame, katere imajo otroka in da je transrodna oseba. Ne? To je priročnik za mame in vsak se najde v moji knjigi, tudi heteroseksualni moški in ženske. Vsi mi imamo eno zgodbo, življenjsko zgodbo za knjigo. Samo eni je damo ven, eni pa to skrivamo od ljudi, ker je čisto narobe, ker je fajn, da se ljudje slišijo, vidijo, da svi imamo neke podobne zgodbe sa staršima, zdaj nesprejemanje, bilo kakšno nesprejemanje, ne samo spolna usmeritev, ne. Ja, definitivno. Ja. Ti si rekla, da pri tej operaciji so te druge ženske, s katerimi si govorila, ki so imele isto operacijo, da lahko doživijo orgazem, da se lahko samo vležijo, to se pravi pri tebi to je vse. Orgazem se doživlja čez živc glavice penisa. V bistvu ta živc potegnejo nazaj in naredijo klitoris. Vlaženje je, s tem injekcijami estrogena je zelo močno vlaženje. V bistvu, ko doživiš orgazem, se to malo vlije, ne? Tako kot pri ženskah. Ne? S tem tabletkam je bolj, ne vem, zakaj medicina tukaj v Sloveniji noče uvesti. Verjetno nas je transrodnih ljudi malo, da bi imeli tudi mi injekcije. Ne? Recimo Nemčija to ima. Ne? Lepša koža, lepše telo ratuje. Ne?
Zato je za blaženje uporabljam lubrikant, kot sem že povedala, na bazi vode mora biti obvezno. Orgazem pa, zdaj mene vprašajo, a je orgazem isti kot pri ženski. Jaz to ne morem vedeti, ker jaz nisem bila ženska, da bi to vedela. Jaz lahko samo opišem moj orgazem, kateri je podoben moškemu orgazmu, sem ker ni izliva, ni tako intenzivno močan. Ali bolje išta nego ništa. Jaz sem mislila, ko sem jaz spremenila spol, jaz sem probala doživeti orgazem 1 let in ga nisem doživela in sem že obupala in sem si mislila, to je nateg. Sem si mislila, to so transseksualke, meni pravijo zaradi tega, kaj bojo rekle, če ga nimajo. A ne? In pa šele čez 1 let, ko sem se malo bolj potrudila, ker jaz, ko sem se začela samo zadovoljevati, mi je prišlo v glavo, joj, moram še posode pomiti, pa moram smeti, a ja, Salome, ti se seksaš zdaj. In pol bo šla še v trgovino in sem rekla, pa tega ni bilo prej. No, to je biti ženska, ker ti letajo misli, tudi druge misli, a ne, ko si ti v seksu, a ne. Tako da sem ugotovila, ja, v bistvu spoznala, kaj je ženska, a ne. Ženske so, ni zastonj, kar reče, ženske z Venere, moški so z Marsa. Točno to so dva različna svetova. A ne? Ženska je bolj emotivna, ženska je bolj materinska. Ženska, jaz sem dobila tudi željo po otroku zelo močno po spremembi spola. Jaz sem ostala čez noč brez moškega hormona, testosterona in sem v bistvu doživela en veliki šok. Jaz sem ko zjokala po operaciji. Veliko transrodnih oseb naredi samomore po operaciji, ker ne morejo taj šok prenesti. In jaz se hitro zaizjokam. Jaz sem jokala tudi, ko sem bila moški, ker imam srce. Ne razumem moškega, kateri ne joka. To so že blokade v telesu, to je že vzgoja, moški ne sme jokati. Ker če ne jokaš, nisi moški. In moški imajo tudi emocije. Če ti stiskaš not, to se pokaže na bolezni. Treba dati čustva, treba dati ven. Bolj mirna sem. Ker mi to mi je všeč. Jaz sem prej bila nemirna, zelo v telesu. Zdaj sem bolj mirna, zadovoljna sabo, svojim telesom. Dobro, zdaj partnerja nisem še najdla. Mislim, za seks se najde zmeri, ali jaz bi si rada najdla ljubezen. Zdaj moja duša, moje telo išče nekaj več. Ljubezen, kot vsaka ženska išče ljubezen. Moški so pa ti, kateri zelo hitro recimo ostanejo brez partnerice, najdejo partnerico. Ženska pa preboleva leto, 2. Ali se je toliko zameri, recimo, da ne noče več slišati za moškega. To je razlika med moškim in ženskom. Ker moški mislijo, da so ženske isto kot oni, ker oni hočejo ful seksati, mislijo, da so ženske tudi isto. Zdaj obstajajo informanke, katere so nore, ali to so posameznice. Ali ženske niso toliko nore. Drugo je, ko si mlad. Seveda, takrat delajo najbolj hormoni, hočeš preizkušati vse in hočeš probati vse in včasih probaš nekaj, kar ti je pol žal, da si probal. To je naše življenje, mi se iz tih tudi spolnih izkušnjah učimo, kaj je nama všeč, kaj nam ni. Veliko jih ne ve, da so homoseksualci sploh, ker oni mislijo, ne, to je fuj in on najde ženo, otroke naredi in pol v starih letih skuži, da je v bistvu on gej. A veš? In tlele se zna zgodi, da uničiš več življenj, mislim, otrokom, ker to so najhujši sovražniki LGBT skupnosti. A veš? Ker latentni pederi jim rečejo. Latentni pederi.
Ja, ti so najhujši. Pa celo življenje se ene znajo skrivati za ženo in otrokom. Celo življenje se skrivajo, okrog pa hodijo, sovražijo vse, ker ne sprejmejo sebe, vse sovražijo in čez plot skačejo. A si imela izkušnje s takimi moškimi? Tudi, veliko in niso mi všeč ta tip ljudi, kateri ne živijo to, kaj so, nego živijo to, kaj želijo, da drugi mislijo o njih, da so čist neki drugega. Tlej spašta žena, otroci, vse. Takih je veliko. Žal je takih velikih, taki največ sovražijo LGBT populaciji. Rekla si, da zdaj, ko si, mislim, imaš več teh ženskih hormonov, vse, pa v bistvu nimaš več testosterona, da si želiš ljubezen najti, da si želiš enourn zvezo, da ti ni samo do seksa. A misliš, da je to tudi malo z leti prišlo ali bolj zaradi hormonov? Jaz mislim, da je tudi zaradi leti prišlo to, seveda, jaz imam zdaj 52 let že, tudi zbog spremembe spola, tudi. Jaz sem dala veliko seksa v življenju čez. Jaz ne pogrešam toliko seks, kot pogrešam en odnos, da te nekdo spoštuje, ceni, ima rada. S takim je, mislim, najlepši seks. Rada bi našla partnerje za potovanje, da si jočemo skupaj, da se smejemo skupaj, da mu kuha, da mi kuha. A veš, enega partnerja, jaz verjamem, da bo prišel ta partner, ali ta ne bo Slovenc, sigurno. Ker Slovenci so toliko zadržani, kar se tiče moški, ženske nas sprejemajo zelo, moški pa bi nas rada imeli v 4 zida, da nobeden nič ne ve, odzunaj smo pa za njih freak show, razumeš, to je žalostno, ali to je zdaj kriva tudi sredina, v kateri živimo, tukaj je kriva tudi crkva, da se nas ne sprejema, pa dobro vemo, kaj v crkvi znajo se delati, ne vemo v detalje, tako da, veš, najgore je obsojati nekoga pod svoj prag, pometati svoje svinjarije, kaj delajo, ki jih ni malo, sem se ne govori o tem. Prej se verjame župniku kot staršu, kot otroku, to sem mislila, Drugače pa rekla si, da si dala veliko že seksa čez in to, da te zdaj to več... Probala sem vse, jaz sem probala vse. Jaz sem probala z ženskom, jaz sem swingala en kratki čas, eksperimentiraš, ni mi žal, zakaj bi mi bilo žal? Probala sem, ne morem reči, ko sem stara, jaz nisem nič probala, samo enega deca sem imela. A veš, to sem tudi zdaj nazadnje spoznala eno lepo gospodično, katera je rekla, da samo enega partnerja imela v življenju, sem rekla, prosim. Od šole že, a veš, iz šole. Sem rekla, lahko o tem govorim, ne bom rekla, kdo si. Enega partnerja sem rekla, jaz nisem mogla verjeti, tako da tudi tega je. Jaz mislim, da ženska, dobra mamica, katera se malo zdivlja, ko je mlada. Ta bo sigurno super mamica za vzgoj otroka, ki bo nekaj dala čez. Tiste, ki se takoj poročijo z enim, nobenih izkušenj, ona samo ve, da je pač mora kuhati, prati, peglati, biti tiho in kako ti lahko vzgajaš otroka iz tvojih glasnih izkušenj, katere lahko deliš z otrokom in ga učiš, kaj je dobro, kaj je slabo. Tako ne vem. Jaz mislim, da ljudje morajo se zdivljati, ko so mladi. Večinoma res, Imaš pa tudi kakšne take, ki verjetno, mislim, kakor ta punca, ki si jo spoznala, mogoče, a njej, mislim, verjetno rekel, da nič ne pogreša, ali rekel, da je žal? Jaz sem ji rekla, da ne gre v akcijo. Da so še lepši. In kaj je odgovorila? Smejali smo se.
Tako da že dolgo nisem tako o spolnosti govorila, kot je tle govorim. Ali lahko doživiš orgazem ali samo z določenimi? Spomnila si me na lepe trenutke. Moške imamo zato, ker vibrator ne more plačati večerje. Da me nekdo vodi, da mi komandira, to mi je pa zelo bilo rajci. Pa še vedno mi.